Tako da, ja, dr. Lipton je v bistvu vodilni celični biolog, napredni celični biolog na svetu. In to, kar je v bistvu odkril, zdaj je v bistvu tudi že priznano. Torej, on je bil takrat leta 67 prvi, ki je kloniral celico, pravzaprav na Stanfordski univerzi, medicinski fakulteti, in je v bistvu delal poskuse s celicami, kot bomo videli. In je videl, da tisto centralno genetsko dogmo, ki jo je učil, torej DNK, gre za transkripcijo v RNK in ta za translacijo v protein, torej DNK, RNK, to ima da tudi v skripti te procese opisane, protein, da to ne drži popolnoma. DNK ne kontrolira samo sebe, ampak nekaj iz okolja dejansko sproža, kateri gen se bo aktiviral in kdaj in tudi zakaj. In zdaj v tem predavanju bomo v bistvu povedali cel proces, cel pristop epigenetike, kar je v bistvu osnova za razumevanje tudi njegovega dela. Torej, on je takrat bil ortodoksni znanstvenik, pač verjel tisto, kar se je učil in pač predaval na medicinski fakulteti študentom, bodočim zdravnikom, in potem raziskoval. In videl, da to, kar je učil, ne drži popolnoma. Torej, kako prepričane delujejo na nas na celičnem nivoju. 68 gamatične celice v 3 različnih okoljih so se te celice razvile v 3 različne vrste celic. Kako je zdaj to mogoče? Torej, isti DNK zapis vsaka matična celica, ampak jo daš enkrat v eno okolje, enkrat v drugo, enkrat v tretje in nastane enkrat kožna celica, enkrat možganska, enkrat, ne vem, jetrna. To je epigenetika. To pomeni, da okolje v bistvu definira, v katero vrsto celic se bo razvila. Torej, če gledamo zdaj z biološkega stališča, smo skupnost 50 trilijonov celic. Vsaka celica je v bistvu živa, je živ organizem. In vsaka celica v bistvu izraža vse funkcije, ki jih tudi človek. Torej, z biološkega stališča lahko rečemo, da smo refleksija naših celic. Zdaj, klasični medicinski model človeka obravnava kot stroj iz kemikalij, ki ga kontrolirajo geni. Zanemarili so vplive, ki pridejo iz okolja. Torej, klasična medicina deluje na principu Newtonove fizike, torej F je krat A, kot pač voziček porinaš z določeno silo, ima tak pospešek in to je ta sila. To je v bistvu samo materialno dojemanje življenja. Zanemarili so pa seveda vse energije, ki jih mogoče še ne znamo popolnoma videti, ampak kvantna fizika zdaj, kot smo že danes pa včeraj govorili, odkriva popolnoma nova obzorja do zdravja, sreče, uspeha v življenju. Torej, v kvantni fiziki ne veljajo zakoni Newtonove fizike in je vse mogoče, ker je vse popolni absolutni potencial. Ok? In to ni mogoče, tega ne obstaja. Vse je mogoče. Problem je samo, če vi ne verjamete, da je za vas mogoče. Torej, jedro celice vsebuje 50% DNK, torej dvojna vijačnica, 50% je pa tako imenovanih histonskih proteinov notri. In kot bomo videli, te histoni so izjemno pomembni. V nadaljevanju bomo pogledali, zakaj. Torej, Watson in Crick, 53. leta, odkritje DNK in od takrat smo dejansko vso energijo namenili ravno temu, pač DNK kontrolira življenje, ampak dejansko, kot bomo videli v nadaljevanju, temu ni tako. Torej, centralna dogma je to prepričanje, da je pač DNK kontrolira samo sebe, vse naključno pač nekako translacija zgodi in potem nastajajo neki proteini, torej kar tako brez nekega razloga. Torej, klasično prepričanje še vedno večina ljudi je, da smo mi determinirani. Torej, tisti genom, ki ga dobiš ob oploditvi, združitvijo pač spermija in jajčica, to ostane zaklenjeno noter v jedro DNK in ni važno, kaj ti delaš tekom življenja, ali si non-stop pod stresom, ali non-stop, ne vem, kadiš, se drogiraš, karkoli delaš, to ne vpliva na nič, ker pač DNK je DNK in zapis ostane. To smo verjeli še do nedavnega. Jaz sicer že 12 let
ljudem skušam dopovedati, da to ne drži. Mislim, da sem bil eden izmed prvih v Sloveniji, ki je sploh začel govoriti o epigenetiki, takrat, ker še noben ni niti poznal teh stvari. Tako da dejansko iz tega nivoja potem je ta vpliv vloge žrtve. Pač, žrtev sem dednosti. Moja mama imela raka, jaz bom ga tudi dobil. Oče je imel sladkorno, ja, tudi jaz jo bom dobil. To je pač prepričanje še vedno velike večine ljudi. To pomeni, velika večina ljudi verjame v dednost, v usodo, v pač nič se ne da. Tudi količina sreča potem taka ne bi bila odvisna od gena, ker dobiš v oploditvi. Okay? Torej, zakaj bi se človek sploh kaj trudil? Zakaj bi delal potem na sebi? Če pač že itak vse tako, kot pač je, mogoče je pa to samo napačno prepričanje in smo samo mi to kupili, ker je bilo kolektivno v bistvu tako močno, da smo začeli to verjeti. Projekt Človeški genom je v bistvu bil narejen z namenom, da v bistvu mi kontroliramo vse gene in če bomo vse gene v bistvu mi potem nadzirali in jih spremenili, bomo rešili vse težave, torej bolezni kot so rak, Alzheimer, Parkinson, multipla skleroza in tako naprej, bomo na ta način lahko rešili, ko bomo manipulirali s temi geni. Ampak, ne, se je ugotovilo, da to ni ravno tako preprosto. Ocenjeno je bilo, da imamo od 100 do 150 tisoč genov, ker imamo tudi toliko proteinov. In potem so šli raziskovati. Vrsta čebra vsebuje 24 tisoč genov. Naprej, devinska mušica, ki je bolj razvit organizem od tega črva, samo 18 tisoč genov. In potem sledi šok, človeško telo, človeški organizem, samo cirka 25 tisoč genov. Kje so pa te manjkajoči geni? Kako lahko razložimo torej človeka, ki je tako kompleksno bitje, njegovo zavest, vse procese s tako malo geni? Torej, David Baltimore, Nobelov nagrajenec, je prvi takrat priznal, da prav zares ne ve, kaj se tle dogaja. Očitno geni niso odgovor za vse naše težave. Torej, prvi je priznal, da ni to, in takrat se je v bistvu začela rojevati bolj tako širše nova znanost epigenetike. Epi pomeni nad. To pomeni kontrola, ki je nad geni. Okay? Na vprašanje bomo pa na koncu. Tako da, delo je poskuse s celicami, vplivo je na njih z gama žarki, ki so uničili jedro celice. To pomeni, jedra ni bilo. In če jedro glavno vse nadzira, odstraniš jedro, celica je še vedno funkcionirala naprej, je dihala, prestavljala, se gibala in tako naprej. Torej se življenje celice pravzaprav res ni spremenilo. Okay? Seveda, ne, ni izjem k pravilu. Če misliš, da geni kontrolirajo, odstraniš kontrolo, celica še vedno deluje. Potem očitno nekaj drugega še kontrolira to življenje. Seveda, če nimaš potem genov, katerega naloga je reprodukcija celice, potem na dolgi rok seveda se celica ne more razmnoževati in potem ni dovolj proteinskih delov. Torej, jedro celice je gonada, ki skrbi za razmnoževanje celice, torej za podvajanje. Mi se vsake 7 leta nekje se celo telo obnovi, torej smo komplet novi, ker nove celice nastajajo, kostne, kožne, živčne in tako naprej. In vse celice se obnavljajo. Še pred parim leti je znanost trdila, da se možganske pa ne, ampak to ni res. Kako bi se sicer človek lahko spremenil, kako bi se razvijal, kako bi napredoval v življenju, če bi pač bilo to zapečateno. Torej, geni se ne aktivirajo sami, nekaj od zunaj sproži njihovo izražanje. Torej, niso tako pametni, neke samoaktivizirajoče naprave, da bi se skr sami vklapljali. Torej, projekt Človeški genom je razkril, da so geni blueprinti, torej okvirni načrti za tvorbo proteinov ali beljakovin. Kaj je zdaj dogma, ne? Leta 80 je Lipton zapustil to konvencionalno znanost, ker je vedel, da ni to. Kolegi so se mu smejali takrat, ampak je potem pokazal celemu svetu, kaj je resnica. Ker je uspel toliko odpreti srce, da je učil nekaj, kar je laž. In je rekel, jaz ne moram bodoči zdravnikov učiti nekaj, kar ne drži. In mu srce ni dalo, duša je rekla ne in je zapustil in je rekel dovolj. In je šel stran, začel preskovati kvantno fiziko, neuroznanost, epigenetiko in tako naprej.
Centralna dogma ne drži ravno popolnoma. Dogma je v bistvu resnica, ki temelji na nekih religioznih prepričanjih in ne na znanstvenih dejstvih. To pomeni, da je učil neko religijo, ki v bistvu ne drži. V celicah imamo v bistvu različne organele. Imamo mitohondrije, imamo endoplazmatski retikulum, Golgijev aparat, ne bomo zdaj šli v detajle, kateri pač vsak ima svojo funkcijo, en za celično dihanje in tako naprej. Vsi so obdani z membrano. Torej, ali je membrana ali je citoplazma tista ključna, no? Zdaj pa tisti, ki še ne veste, kaj bi vi rekli, kaj kontrolira življenje, ali membrana ali citoplazma, ki je ta tekočina v celici? Membrana. Membrana, ja. Koliko je za membrano? Ok, ostali ste, kaj? Citoplazma, ste vzdržani? Vzdržana. Ja, ok. Aha, ok. Ja, celična membrana je tista. Torej, fosfolipidni dvosloj, ki v bistvu prepušča snovi v celico in preko membrane se tudi snovi izločajo. Torej, na vsaki membrani imamo tudi celične receptore in preko teh receptorjev v bistvu prihajajo signali. Primarni signal, sekundarni signal. Membrana je pa ta fosfolipidni dvosloj, torej glicerol, pa maščobne kisline. Ta del je hidrofoben, ne mara vode, ta del je hidrofilen, marat vodo. Bomo še tle schematsko pogledali. Celično membrano, biologi. Ja, to Lipton tudi razlaga, da mi učimo otroke, da glavni del celice je jedro. Ja, da bi mogli učiti, je membrana. Tako, membrana je tista. Ja, ki temeljičajo. Razporati je treba vse sisteme. So dokazi, so podlagajo Lipton. Ja. In naslednji let bo to učbenik. Ja, točno to, če bomo vsi se pa bali, pa nekaj skrivali. Ja. Jaz sem pred 20 leti, ko se mi to, lahko to povem, ko se mi to dogajalo, sem res manifestirala, ko bo začel zdravniki govoriti o tem, bo kdo kaj verjel, evo, zdaj imam zdravnika tle, ko sem jaz manifestirala. Mogoče se bo res premikalo. Ja, čas je. Ja, ampak je vsak delček tega, tako da tudi tvoja odgovornost je, če poveš, da predaš. Da poveš naprej, ja. Da ni več jedro tam, kar je vse. Okay. Torej, membrana. On je 85 odkril novo definicijo celične membrane, to je takoči kristal polprevodnik z vratnimi kanali in ta definicija se čisto ujema z definicijo za računalniški čip. Zanimivo, ne? Tako da ja, to je membrana, glicerol, maščobne kisline, vmes so te kanalčki, vmes so gor so še kakšni sladkorji gor obešeni, torej receptori so tudi proteini, vse v celici so proteini, ki so pa iz aminokislin, to so osnovni gradniki proteinov. Ok, tako da poglejmo definicijo oziroma Artura Schopenhauerja, kar je rekel nemški filozof, kar sem že danes tudi na kosilu. Torej vsaka resnica pride 3 stopnje, predno je priznana. Na prvi doživi posmeh, na drugi ji nasprotujejo, in na tretji imajo to za samoumevno, pa se smo vedeli, da je tako, pa valjda, ne? Ja, tak, ne? Na začetku so pa šimfali, ne? Tako da ja, nekaj podobnega se zdaj dogaja s to resnico. Ja, teorija zarote, ne? Ti bodo rekli, to ni res, pa kako to lahko verjameš, pa kaj pa je s tabo, ne? In tako naprej. Torej je od nas odvisno v resnici, kakšne signale mi spuščamo v celico. In možgani, smo rekli, je celična membrana, ki loči zunanjost od notranjosti celice. Torej, preko membrane mi v bistvu kontroliramo gene in prilagajamo svojo biologijo in si kreiramo ali zdravje ali pa bolezen, srečo ali pa nesrečo. In to je percepcija. Torej, percepcija je zavedanje sebe, zavedanje sveta. In percepcija so pri ljudeh prepričanja. Cel seminar vam to poudarjam, da so prepričanja torej ključ, kar potrjuje kognitivna nevroznanost, torej kognitivna psihologija, epigenetika, kvantna fizika in tako naprej. Torej, percepcija lahko spremeni vse. Če gremo še malo nazaj, klasična Newtonova fizika, kako deluje. Torej, življenje, biologijo človeka razumeš s tem, ko gledaš samo materialne komponente in to je tista ključna zadeva tukaj. Torej, kako v bistvu
ta materialna komponenta vpliva na drugo in zato je znanost ločila od telesa, ampak to je napaka, ne moreš tega ločiti. Že če pogledaš placebo efekt, daš nekomu, ko sem še delal v bolnici, sem dal gospe, ne vem, sladkor na mestu spavala in gospa je rekla, koliko sem dobro spala. Zbiče, gospod doktor, hvala vam. Tako da sem rekel, to je najboljše spavalo, najnovejše na trgu, izvolite, ker nisem hotel zastrupljati s tem. In je sprejel informacijo, ker pač človeku verjame, ker je zdravnik, ker je avtoriteta, whatever, v bistvu je zaupala in je delovalo. Tako da je res zelo pomemben in je ključen v procesu zdravljenja tudi. In tisti zdravniki, ki programirajo ljudi, jaz bi jih kar ne vem, kaj naredil z njimi. Kako lahko ti nekomu rečeš, ti imaš pa toliko še življenja? Halo? To je programiranje, avtomatsko. Bolnik valjda zaupa, ti smo doktorju tam, in če mu on reče, ja, gospod, pol leta še imate, ja, on si v res naredil program in po pol leta bo šel. Ja, vse smo videli, študija tako pokazala. Halo, študija. Jaz to ne verjamem. Za tista, ki preživije 1%, vse, a ne za njega 100%. On je preživel. Tako da ne se pustiti programirati več, nobeno. Ne vam noben več ne govori, od vas je odvisno, kako bo šlo vaše življenje. Nihče vam ne more skorirati in vas programirati. Ja, pri tem raku je pa tako, pri tem bolezni je pa tako. Halo? Ne. Zavest, duša je nad vsem. In duša je tista, ki se odloči. In če človek noče živeti, potem bo šel. Pač na nek drug nivo. Pa bo rabo vse enkrat inkarnirati, pa ne vem kaj vse da čez, zelo da bo dojel, kaj je smisel pa temelj življenja. Druga domneva, geni vse kontrolira, pač žrtve smo, ne moramo nič. Edino, kar nam ostane, da ostanemo živi, prilagajamo telo z klasičnimi zdravili. Imaš hipertenzijo, daš antihipertenzijo, razširi žile, tlak pade in to je to, farmacija. Pač klasično. Nič narobe, pač za ene ljudi je to še vedno v redu, nič narobe ne imajo, ampak mene zanima nekaj drugega. Torej, in pa klasična Darwinova teorija, pač življenje borba, tekmovanje, treba se boriti, tekmovati, ampak to v resnici ne drži. Nova spoznanja nam govorijo, da je smisel življenja v sodelovanju, v povezovanju, torej dajmo nekaj skupaj narediti. In John Karen tudi lepo govori o teh adaptivnih mutacijah, to pomeni, mutacije se ne dogajajo naključno, ampak se vedno dogajajo kot posledica sprememb v okolju. To pomeni, da dejansko mi prilagajamo svojo DNK, da pašemo tisto okolje, v katerem živimo. Torej, klasični model Newtona, materializem, vse kar pomeni materija, redukcionizem pomeni kompleksne strukture zdeliš na delčke in potem dobiš razumevanje celote. Recimo, naše telo, organi, celice, pa imamo jedro, organele, DNK, imamo atome, gremo na subatomski nivo, torej kvarki, leptoni, bosoni in potem študiraš te majhne strukture in potem greš na višji nivo in dobiš razumevanje celote. To je v bistvu ta principa. In potem seveda, če veš, kako te posamezni deli delujejo, lahko kontroliraš, nadziraš, prilagajaš in potem na tej ravni v bistvu spreminjaš to celično biologijo. Atom, kot vemo, ni najmanjši delec, obstajajo subatomski delci. Če imate cajt, tokrat, ker vas je bilo več, nisem mogli gledati tega filma What the Bleep Do We Know, si lahko pogledate ta film, je zelo fajn. Govorijo vsi te napredni znanstveniki o teh stvarih, ki smo se tudi pogovarjali, tako da si lahko za doma pogledate ta film. Vse je energija. Če bi tornado, recimo, če ne bi te umazanije nesel sabo, mi ga ne bi videli, ampak efekt bi pa še vedno bil zelo, zelo močen. Tako da vse je energija. Torej, signali elektromagnetne frekvence so kar 100-krat učinkovitejši od fizičnih signalov nekih hormonov, neurotransmiterov in rastnih faktorjev. To je že ta McClure dokazal leta 1974. In seveda, the field is the sole governing agency of a particle. Torej, že Einstein je vedel, da polje, v bistvu energija, je nad materialno realnostjo. Če eden izmed začetnikov kvantne fizike nadaljevali so potem njegovi nasledniki, tudi Heisenberg, recimo. Tako da ja. Signal iz okolja pride, ki aktivira v bistvu te regulatorne proteine, histone, in to sproži v bistvu neko spremembo v celici. Torej, skrivnost življenja so v bistvu proteini, ki spreminjajo obliko. Torej, možgani celice jedro ni, to smo ugotovili.
Ko daš jedro ven iz celice, celica še vedno deluje, funkcionira. 70 do 90 je nekaj proteinskih delov, to nas z tega biološkega stališča v resnici gradi. In kaj se dogaja? Recimo, pomemben je naboj na teh molekulah. Plus, minus se odbija, plus, minus se privlači. Če gremo na receptor, recimo estrogen, pa ženski spolni hormon je pozitivno nabit, se veže na del receptorja, kaj je negativno nabita, ne? Torej, estrogen, takole in imaš connection. In je ta signal, ki dejansko gre v celico noter. Kaj se potem dogaja? Torej, signal se veže na protein in to povzroči neko spremembo obnašanja v celici. To je tako imenovan primarni signal ali input. Seveda, signal je lahko karkoli, lahko je fizični signal, lahko je svetloba, lahko je toksin, lahko je ne vem karkoli. In to povzroči, da se ta receptor v bistvu spremeni obliko. Torej, ta receptor nekako spremeni obliko. In to povzroči, da gre ta sekundarni signal noter v celico in aktivira ali utiša celo posamezni gen. Recimo pri raku je tako, tumor supresovski gen. Ta gen v bistvu je normalno aktiven, torej njegovo stikalo je on. On v bistvu preprečuje nastanek raka. To pomeni, če je luč prižgana, celica ne bo imela signala, da se začne nekontrolirano deliti. Kaj se pa zgodi, ko mi leta in leta živimo v nekonstruktivnem partnerskem odnosu, ko smo nesrečni, ko smo nezadovoljni, ko smo stalno pod stresom, ko skozi delamo, ko se razdajamo za druge, ko trpimo, ko se mučimo in ne vem kaj vse, ja seveda, ne, celica ima seveda popravljalne mehanizme, ampak te do neke mere delujejo. Imamo nekje 10 na minus 5 popravljalne mehanizme, ki popravijo naše napake, ki jih delamo. Popravljalni mehanizmi istega encima, ki dodajate nukleotide, so 10 na minus 10. Ampak, če ti 20 let, 30, 40, 50 let živiš, tako kot pač živiš, se ta kontrola v celici ugasne. To pomeni po epigenetskem principu, ta gen gre off. Torej, gen se ugasne, to je signal, da se začne celica nekontrolirano deliti. In nastane rak pač v tistem organu, kjer ima človek šibko točko. Ne vem, pljuča žalost, ledvica strah, jetra jeza, prostata moškost in tako naprej. Tako da to je v bistvu ključ. Mi sami, v bistvu, kot bomo zdaj videli, s svojimi prepričanji, s svojimi miselnimi, čustvenimi stanji, aktiviramo ali utišamo posamezne gene in sistem sprožamo bolezni na celični, fizični ravni. Torej, percepcija je zavedanje okolja skozi fizične senzacije. In to je tisto, kar v resnici kontrolira biologijo našo. Sploh še nismo DNK genov tukaj omenili, percepcija v bistvu kontrolira obnašanje celice. Če ni percepcije, če ni zavedanja okolja, ni obnašanje. Torej, nič ni vnaprej tukaj določeno, ampak mi smo tisti, ki v bistvu prilagajamo našo biologijo glede na okolje, v katerem pač mislimo, da živimo. Torej, ko se pa rabi nek produkt gena, pride signal iz okolja, ki aktivira izražanje tega gena. Torej, gen se ne aktualizira, ne izrazi sam, ampak nekaj od zunaj sproži njegovo izražanje. In na ta način v bistvu človek sam sebi povzroči težavo. Torej, rekli smo, 50% je regulatornih proteinov, 50% je DNK. Če hočemo mi brati nek gen za modre oči, če bi imeli še rokav čez, so to histonski proteini, ko histone odstraniš, se nek gen prebere. Ne vem, gen za zelene oči, recimo. Torej, centralno dogmo lahko dopolnimo. Signal iz okolja aktivira regulatorni protein, to vpliva na DNK, ki se preko transkripcije pripiše v RNA in za translacijo v protein. In to je v bistvu ta resnica. Torej, primarnost okolja. Pomembno je torej, v kakšnem okolju mi živimo. Dokler nisi Buda, smo rekli, pač okolje vpliva na te. Roko na srce. In še bolj pomembno je, kako se mi odzivamo na signale, ki pridejo iz okolja. Torej, kakšna je naša percepcija? Ali imamo jezo na starše, ali imamo zamero. Zamera vemo, da je ključni vzrok tudi pri raku. Ali smo to že spustili, pa smo oprostili. Torej, zaključek številka 2 bi bil, da percepcija kontrolira gene.
Seveda, če pridemo v stresno okolje, nimamo nekega gena za odziv, uradna znanost trdi, da pride do naključnih mutacij, in od to klasično Darwinovo prepričanje, da so pač spremembe v DNK, neke naključne spremembe genov. Ampak smo rekli, 88. dr. John Cairns popolnoma spremeni to percepcijo in govori o adaptivnih mutacijah, seveda, kaj dosti niso dali poudarka na njega, so rekli, ima takrat neki bluzi, ampak zdaj se ugotavlja, da je resnica. Ampak leta 88 je že to govoril. Torej, okolje nadzira mutacije in se te ne dogajajo naključno, kot je bilo klasično prepričanje. Naključi ni v tem vesolju, ok? Vse se zgodi z določenim namenom. Torej, delali so poskuse, ker so dali bakterije v različna okolja, zelo stresna, kar se je zgodilo, da so bile enake spremembe v genih. To ni naključje. Torej, mi prilagajamo naše gene, da pašemo v okolje, v katerem mislimo, da živimo. Zakaj reče mislimo? Ja, naša percepcija je lahko pravilna, lahko pa tudi ne, pa lahko pačena. Ker mi nekaj verjamemo, kar mogoče ni čist res. Torej je to naša blokada, naše prepričanje in to je daleč od tega, da smo žrtve genom. Torej, prepričanje so tiste, ki aktivirajo ali utišajo posamezne gene in na koncu sprožajo bolezni na fizični ravni. Seveda so prej blokade na višjih telesih, mentalno, čustveno, eterično telo, in tako naprej, tudi karmično. Torej, mi smo v resnici genetski inženirji sami. Vsako mislijo, ki jo mislite, ali zavestno, ali podzavestno, vi aktivirate ali utišate posamezne gene in to se dogaja non-stop. Delali so tudi poskuse, ne vem, Lipton je v Zagrebu razlagal, ko so imeli gospoda z rakom in so delali v bistvu skupinsko zdravljenje in ful se je genov aktiviral, utišal in človek se je na koncu pozdravil. Tako da z energijo dejansko so se ljudje pozdravili tudi taki bolezni, ko medicina dvignila roke in rekla, nimamo kaj več narediti, gospod, in to je to. Tako da vse je mogoče. Zaključek številka 3, percepcija prepiše gene. Ker v resnici 95% ljudi pride na ta svet s popolnoma normalnimi geni, bi rekli lahko za srečno, zdravo izpolnjeno življenje, ampak vedno, ko se zdi sprememba, gre to v napačno smer. Zato, ker pač je tukaj posrednik ego, ker so nezavidni vzorci, ker so ta prepričanja, ki so v bistvu ključ, da človek ne zmore v bistvu narediti spremembe, ne se jeza sprošča. Tako da vedno gre v napačno smer. Tako da bi lahko rekli, da 100% je naš tisti, kjer je treba razrešiti stvari, je treba razčistiti samim seboj, sprejeti vse te sence, vse te temne dele sebe, da jih lahko potem na koncu spustimo.